Živijo, dobrodošli na kanalu V naravo. Jaz sem Peter in spet smo na Gorenjskem, v Karavankah. Pri štartu jim treba se nekaj pojesti. Zadnjič ste meni spraševali, kva imam to. Danes je kaki, jabolk, banana pa koščki mangota sem noter. Da je super. Tukaj z desne se mu vračam nazaj. Zdaj gremo pa kar skozi vas. Razgled ima pa tle res enkraten. Preden se orang zadiham, da še povem, kakšen je načrt za danes. Štart iz vasice Srednji Vrh in pičim proti Trupajevemu poldnevu. Pa bom pa kar nadaljeval tam v bistvu skoraj po meji skozi proti Kresišču. Mogoče vmes malo zaidem kje s poti. Ampak eno tako luštno krožno turo, taka zelo pohodniška. Enkrat sem že nekaj takega delal, no, tako da takrat sem zelo užival. Danes mislim, da bo podobno, oziroma vem, da bo. Pejte zraven. Ko pridemo v gozd, je eno razpotje, ki se je treba desno držati. Pa pridemo do potočka in temu potočku bomo zdaj kar en lep kos poti sledili. Je pa za gor mogoče niti ne bo toliko dolgočasna pot, kakor za dol, če se boste tle vračali. Vsaj meni. Do tukaj, kjer lovijo vodo na elektrarno, je bil potoček zelo sramežljiv. Zdajle naprej gor je pa precej bolj živahen. Pot sicer ni markirana, ampak je pa tole, tukaj gre Alpe Adria Trail gor. Ko pridemo pa do prve planine, pa to pomeni, da se počasi končuje ta dolgočasen del poti. Po kakšni urci pa pol pridemo pa do ceste in tukaj se imenuje železniška postaja. Oziroma železnica, no, pardon. In do sem se da poleti tudi z avtom prijeti iz Kornskega sedla, ampak je baje cesta kar precej zrukana.
Tukaj sem pa zdaj v kraljestvu Macesna. Dal desno gor videl, ko smo bili, mislim, da 2 ali 3 leta nazaj, tlele jesen, so bili zlato rumeni Macesni. Tukaj pod lovsko kočo bom pa jaz skrenil levo, čeprav večina ljudi gre tukaj kar naravnost. In se bom tukaj povzpel gor na mejni greben, pa potem nadaljeval desno pot proti Trupejevemu poldnevu. Juhu, končno sonce. Zdaj sem prišel pa do mejnih kamnov, kar pomeni, da sem na glavnem grebenu. Na tamle na stran je že Avstrija. In levo bi šel proti Kornskemu sedlu oziroma Tromeji, jaz pa desno proti Trupejevemu poldnevu. Tistle je vrh. Tole je pa meglena Dravska dolina. Se mi pa zdi, da tukaj je pa megla pa skozi, celo zimo. Če v Ljubljani vsake toliko cajta se sonce pokaže, se mi se zdi tle nič. Saj se bo tudi od zgor tole videl, ampak ne morem, da ne bi posnel. Dobrodošli na Trupejevo polte. Bomo razgled začeli kar tamle dol proti vzhodu. Tale naslednja je Kepa, naprej pa že greben Stola. Desno se vidi Ljubljanska kotlina, pa potem imamo Dravsko dolino. Tole je Dobrač, pa potem nadaljevanje grebena Karavank proti Tromeji. Pa imamo pa tam dol mora biti Špik Hude Police, pa Montaž pa to. Mangart, Jalovec, tole je dolina Tamar. Pol tukaj je mojemu zadnje Bavški Grintovec, predvidevam, no. Pa mora biti tole Prisojnik, pa tole je najbrž Špik. Ja, itek Špik bo, tole zna biti Razor, no. Pa da je Prisojnik zadnji, mislim spredi, predem. Se slabo vidi. Pa tole mora biti pa oltar, pa te zadeve, no. Ne vem čisto točno, kva se vidi. Pa tole je Vrtaško Sleme. Pa naprej. Zdaj moj plan je pa, mislim, da je tamle da je
krsišče. Poplet se moram. Je nič, pa pojdimo počas. Ja, še tole, tamle, ko sem rekel, da je dolina Tamar. Mala pišnica je to. Zdajle malo občutval vse skup. Nič, kaj dol na sedlo. Tukaj pod Trupovo poldne. Pa bom pa videl, a grem proti krsišču, a grem kaj gor. Sem še odločil. Še en krasen pogled nazaj. Prav zanimiv, zdajle sem bil vsaj pol urce gor sam, zdaj pa 5 minut pod vrhom sem srečal pa 6-7 ljudi. Evo, nasedel sem, kajle gor. Vse bi se verjetno našlo kakšno pot, ampak ne bomo še zdaj. Gremo kar proti krsišču. Drugače se tukaj tudi nadaljuje Alpe Adria Trail. Pa tle pa še noben ni šel. Tukaj sem hodil drugače pred dobrim letom in vem, da je fantastična potka in glej to, prav noro je. Tole pogled nazaj. Desno je Trupovo poldne, vmes je tole sedlo, ko sem dol prišel. Zdaj sem prišel pa ene take res pravlične jase. Sem tam še malo nižji posnel. Pogled proti Dobraču. Sem pa spet na mejnem grebenu. Tole je naravnost tudi eno poldne, ko pa ne bom zdajle gor lezel, ampak bom kar tlele desno šel dol proti krsišču. No, tukaj pa zdaj zabavno iti čez. Tole je pa krsišče. Tudi na njem gor je križ. Prihajam spet na mejni greben. Tukaj pa tudi z Avstrije pride pot gor. In vedno, ko sem bil na krsišču, sicer sem dvakrat, sem vedno Avstrijce tle srečal. Slovence pa ne vem, če sem kakšnega. Enega, ja, sem enega. Tako da tukaj mislim, da več Avstrijcev hodi kot Slovencev. Pridejo malo na sonce s tele megle, pa iz severne strani, ne. Dobro gre na okrebar tle. Še kar zadiha. Dobrodošli na krsišču. Dnevno pogled, če se s krsišča kaj drugače vidi. Stola se že ne vidi, ne. Kje pa je malo bližji. Tam so pa naprej karavanke. Pa ne bi čisto vedel, kva je. Tam, mislim, sigurno je proti Peci, no, ampak tole je dosti podoben, ne, kot prej. Pa se bom tukaj dol spustil, pa sem, pa dol. Iz te strani sem pa prišel. Tamle zadnji je Trupovo poldne. Pa imamo, kako smo rekli, vse zelo podoben. V Avstrijo pa tudi. Celo se ima megla trga. Je pa to 1842
metrov visok. Črni vrh oziroma Kresišče. Rekel sem, da se dosti podoben vid, z izjemo to, da se Triglav tamle vidi, ker se ga prej ni. Tale tam je pa Rjavina. Tudi tlele gor sem kar nekaj cajta užival, sicer malo pihlja, ampak tale puhovka je res, kako je dobra. Spodaj ima samo kratke rokave in sploh nič ne čutim, mrazu. Oziroma mraza. Zdaj pa po grebenu kar malo naprej nadaljujem, ene 50 minut, pa so pa desno ena potka odcepila in to bo moja. Pogled nazaj, pa sem na razpotju in obrnem desno. Enega ptiča sem prestrašil. Alpe Adria Trail gre kele naprej, jaz se pa desno usmeram proti izhodišču. Je pa spet čist drug letni čas, ko sem pod grebenom in nič ne piha. Pa sonček je. Ena pot gre tamle, ki sem šel lansko let. Letos bom šel pa kar semle dol, pa se pol urce kasneje dol se pa poti združita. Bom dal pa tudi video od lansko let desno gor, pa si ga poglejte. Pogled nazaj, prišel sem tamle z desne, gor je pa Kresišče. Tukaj bi se pa z leve pridružil, če bi šel po tisti drugi poti. Še dobro, da je sneg, da je malo bolj zabavno dol hoditi, kot pa po makadamu. Juhu! Srednji vrh je tu.
Tole vas moramo pomniti, če boste kje ob cest parkirali, boste skoraj sigurno tole dobili. Sem pa prišel nazaj na srednji vrh, glih, ko se je sonce skril, kajle za špik oziroma tele špice tam okoli. Tura spet, kako spet, ampak spet fantastično. Tale povratek dol, roko na srce, se kar precej vleče, tudi če je sneg po cesti. Drugače pa vse ostalo je pa res top, no. Tisti gor od Trupe ovega poldne oziroma malo nižji, pa pol do Kresišča, pa pol malo nižji še, je res ena taka pohodniška pravljica. In sploh ne pričakoval to, no, za karavanke, nekaj takega. Jaz sem imel v mislih karavanke, sam greben, na eni strani Avstrija, na drugi strani Slovenija in to je to. Je pa še kar veliko več tle. V glavnem, super tura, nič zahtevna. Kot ste videli tudi za zimsko turo se brez problema da. Seveda odvisen tudi od snežnih razmer, zdaj če te pol metra snega tamle gazili, na oglih lušten, ampak takole, ke pa zdaj, ke pa bilo 21, 30 se pa kar da. Ali pa mogoče ga je bilo 20. Drugače, tura je kar dolga. Odspodaj v opisu vse najdete. Boste pa v opisu najdli tudi še nekaj idej za lahke zimske ture. Ke vem, da marsikdo sprašuje, kje pa, kako pa kam. Drugače tudi na spletni strani vnaravo.si imate kar nekaj člankov s podobnimi naslovi, tako da lahko tudi tam marsikaj najdete. To, hvala vsem, ki me podpirate na platformi Buy Me a Coffee. Hvala vsem, ki gledate YouTube videe, ki komentirate, lajke dajete in vse te stvari, ne. To je to za danes, kar sem vam pripravil. Imejte lep dan še naprej. Uživajte, radi se imejte, lepo praznujte zdaj čez praznike, ne se kregati, uživajte. Kmalu se vidimo. Čau!